Kakšno je trenutno stanje v občini Brežice? Jaz moram reči, da je trenutno stanje kar v redu. Konec koncev tu najprej se moram zahvaliti vsem najprej tistim, ki delajo v teh podpornih službah, ki res so izjemno resno in odgovorno vzeli svoje delo. Prav tako pa me veseli, da se občani držijo navodil, predvsem kar se tiče gibanja, druženja, in moram reči, da tudi verjetno zaradi tega imamo v Brežice in pa seveda tudi skoraj v celem Posavju bistveno manj obolelih, kot jih je pa kje drugje. Seveda tu treba povedati, da glede na to, da je občina tudi obmejna občina, ima kar precej drugih težav, predvsem tu gre za zdravstveni dom, ki izvaja praktično testiranje, seveda in pa tudi bolnišnica. Vemo, da pri nam je tudi dom upokojencev, tudi imamo kar nekaj beguncev, katere je bilo potrebno testirati, prav tako seveda tudi kot obmejna občina je bilo potrebno testirati tudi določene tuje delavce, ki delajo v Sloveniji, tako da moram reči, da res je kar pestro, nenehno se spreminjajo pogoji, potem je pa pomembno tudi, da se je pokazalo v Brežicah ponovno, tako kot že večkrat, da imamo izjemno dobro razvite te podporne službe, zaščita, reševanje in da seveda znamo med seboj sodelovati, tako zdravstveni dom, policija, zaščita, reševanje in seveda tudi vsi ostali zavodi, ki so vključeni. Prav tako seveda smo v nenehnem stiku tudi z šolami, predvsem tudi po videokonferenci imam tudi kolegije z ravnatelji, kjer seveda nekako ugotavljamo tiste najbolj pereče stvari, ki se dogajajo v tem času, predvsem kar se tiče šolanja na daljavo. Zato smo tudi seveda šli določene akcije, da smo zbrali tudi računalnike za tiste, ki nekako niso imeli teh računalnikov kvalitetnih ali pa dostopa. Predvsem pa večji težava je bilo v tem, ko je več ljudi, otrok pri eni hiši, da ni imel vsak svojega računalnika in seveda bilo težko to spremljati. Zato smo tudi preko donacije, akcij zagotovili dodatne računalnike, katere smo razdelili. Nekaj smo jih celo v občini še dodatno dokupili in moram reči, da kar te stvari potekajo v redu. Prav tako pa za tiste, ki pa vseeno te ranljive skupine, predvsem kot so Romi in pa podobni, ko nimajo te možnosti, pa jim še vedno v šolah tudi določene stvari kopirajo, tako da šolanje teče nekje toliko normalno. Sprejeli ste nekaj ukrepov za zajezitev širjenja epidemije, katere bi izpostavili? No, jaz moram reči, da mi smo zelo hitro se vključili v te ukrepe. Praktično že prednji je vlada nekako razpisala, že 13. marca smo imeli sestanek z štabom civilne zaščite, kjer smo se pripravili predvsem na določene ukrepe. Sigurno, seveda eni so bili v teh, da so nekako se že lokali zaprli, skoraj preden so začeli praktično uradno bila prepoved zbiranja v lokalih. Potem seveda smo zelo hitro ukinili mestni avtobus, ukinili smo Brškolo kolesa, prav tako pa seveda smo tudi nekako omejili, kar se tiče delovanja občinske uprave, tudi v občine in pa v teh javnih inštitucijah se več ali manj dela vse preko interneta, preko elektronske pošte, razen za primere, če jih pa kdo nima, takrat pa seveda se telefonsko dogovorimo, da se za njih skrbi. Prav tako seveda smo bili v nenehnem stiku z zdravstvenim domom, z bolnišnico, z vsemi ostalimi, tako da te stvari tečejo. Seveda velika skrb pa nam je tudi za dom upokojencev. Tam je potrebno tudi zagotoviti določene postelje. Seveda tudi smo zagotovili v mladinskem centru oziroma hostlu, ki ga imamo, kjer se je izpraznil, smo potem zagotovili za delavce v zdravstvu, da lahko prenočijo, kajti vemo, da je bilo tu kar precej težav, seveda tudi zaradi tega, ki prihajajo iz Hrvaške določeni. Potem seveda smo bili zelo aktivni predvsem pri pomoči občanom. Tako moram reči, da smo
dobili kar te precej pobud, da dejansko te dvolastniki, ki imajo zemljišča preko na Hrvaškem in ne morejo preko, smo z njimi vstopili stik z Ministrstvom za notranje zadeve in zunanje zadeve in jaz moram reči, da res so bili izjemno odzivni in te stvari uredili, tako da danes praktično, ko je tista glavna sezona za obdelovalo zemlje, že lahko prehajajo to mejo. Tako da jaz mislim, da smo tu kar bili precej aktivni in upam seveda, da tudi s temi stvarmi pripomoremo k tem, da poskušamo, da vsaj toliko tiste nujne stvari teče normalno. Šli smo se tudi, kar se tiče tržnice, program prodaje preko interneta, predvsem želimo spodbuditi lokalno predelano hrano, tudi tržnica zdaj pri nam deluje, seveda z določenimi pogoji, enako kot v trgovinah. Tako da, in pa seveda treba povedati, da občina predvsem ima veliko teh podpornih služb, zato je zagotavljanje teh masnih prakovic v večinoma njim, kajti dejstvo je, da za nas je zelo pomembno, da to se funkcionira. Trenutna situacija je že ali pa še bo nedvomno pustila posledice tako na področju gospodarstva kot pri občanih. So v načrtu tudi kakšni ukrepi, ki bi pomagali gospodarstvu in prebivalstvu? Ja, zdaj jaz moram tu povedati, da verjetno pričakovanja od občin so bistveno večji, kot so pa naše možnosti. Zdaj treba povedati, da občine praktično nimamo svojih lastnih prihodkov, niti se ne moramo zadrževati tako kot država. Konec koncem tu mi malo dobimo povprečnino, kajti po nam je sistem, da država pobere vse davke in potem nam da povprečnino, povprečnina pa namenjena več ali manj za te nujne stvari, ki jih moramo zagotavljati, to je šolstvo, zdravstvo, sociala in pa seveda neke ostale stvari. V občini Brežice seveda kot lastni dohodki so bile turistične takse, katere je praktično skoraj 100% upad, prav tako druge, tako da tudi občine bomo imele velike težave, predvsem kar se tiče financ in mi imamo zelo male možnosti, da bomo kaj dosti gospodarstvu pomagali, tako da jaz pričakujem, da več ali manj, kar se tiče gospodarske pomoči, bo država. Mi tisto, kar smo lahko, smo sprejeli določene ukrepe, predvsem za tiste, ki imajo najemnine v naših prostorih, da jih naplačujejo, prav tako seveda smo sprejeli ukrep, da naplačujejo starši vrtcev. Seveda to pa pomeni, da bo občina imela celo izpad prihodkov, kajti en del vzgojiteljev in pa vsega so plačevali do sedaj starši, en del plačuje občina. Žal, zdaj bo verjetno več ali manj mogla občina prevzeti kompletno ta strošek, kar pomeni seveda, da bomo še mi imeli velike težave z sredstvi. Seveda, kot sem že povedal, izpad turistične takse in pa drugi stvari. Tudi marsikateri pričakujejo, da bodo komunalne storitve nižje, čeprav treba vedeti, da so stroški v komunalah v tem trenutku večji. Realno bi se morali celo za prebivalce dvigniti, zato kajti izpad je v tem trenutku gospodarstva in seveda fiksni stroški plače zaposlenih v komunalah se pa ne morejo čez noč ljudi odpustiti brez plače, pa bilo kaj, še celo potem mimo ukrepom tisti, ki delajo na terenu, si zaslužijo višje plače in zato tudi tu ni možno nobenih oprostitev in pa kaj podobnega. Tako da jaz mislim, da največ, kar bomo lahko naredili s tem, da ne bomo preveč okrnili investicij in pa drugi stvari, da bojo po krizi lahko in pa med krizo koliko toliko lahko še drugi normalno delali, kajti v nasprotnem primeru, če bomo šli v neke drastične zmanjševanje v rebalansu investicij in podobnega, se nam lahko kaj hitro zgodi, da bo ta kriza še bistveno večja še potem. Tako da več ali manj treba povedati, da država, jaz mislim, da z določenim ukrepom dela na tem, da pomaga prebivalstvu, občine pa praktično bomo rabile sami pomoč, kajti v nasprotnem primeri bojo tudi težave velike v občinah. In kako sicer komentirate ukrepe, ki jih je sprejela država? No, jaz mislim, da je država dobre ukrepe sprejela in predvsem, da jih je hitro
tu treba vseeno jim treba čestitati, kajti dejansko v enem tednu, ko so nastopili za vlado, da so sprejeli tako hitre ukrepe, je pomembno. Pomembno se mi vidi tudi to, da so šli ukrepi praktično za vse ljudi, tudi te ranljive skupine, kot so tudi upokojenci, študenti, samozaposleni in podobno, in pa drugim, da so tudi njim dali, kajti ključno se mi vidi v tem trenutku je, da ostane določen obtok denarja nekako, da kroži, kajti v nasprotnem primeru, če bi prišlo do drastičnega zmanjšanja prihodkov našim občanom, bi pomenilo seveda, da bi verjetno prišlo do zmanjšanja kupne moči, zmanjšanje vseh drugih stroškov in to bi seveda verjetno hitro pomenilo, da bi prišla država izjemno hitro v recesijo, to pa seveda v dolgi rok bi pomenilo bistveno odpuščanje ljudi, zmanjšanje življenjskega standarda in podobne stvari. Jaz mislim, da te ukrepi so pravi, predvsem me veseli, da gre te ukrepi v smer pomoči tudi nižjim slojem, ranljivim skupinam in pa ne ukrepi samo določenim skupinam, kot je v preteklosti, tem ta denar prelivajo v svoje dobičke. Tako da se mi vidi tudi ta ukrep dober pomoč gospodarstvu, pod pogojem seveda, da se ta denar, ki ga daje pomoč gospodarstvu, prelije v plače zaposlenih, ne pa da bi se prelil ponovno v dobičke podjetij. Kako pa je trenutno z najpomembnejšimi naložbami občine? No, jaz moram reči, da mi v občini poskušamo kar nekako nadaljevati z vsemi tistimi naložbami, ki smo imeli v planu. Tako da v tem trenutku v glavnem izvajamo razpise, tako da se mi vidi, da je to pomembno, kajti konec koncev ne glede na to, da je v tem trenutku koronavirus, da praktično občina je na nek način zaprta. Mi te razpise delujemo in zaenkrat smo celo v prednosti pred lanskim letom, kajti vemo, da lansko leto, ko smo polletno leto, je Brežica bila tudi kar precejšna težka situacija, pol leta v občinskem svetu in smo proračun šele junija sprejeli, tako da smo letos celo v prednosti proti lanskim letu in poskušamo delati nemoteno. Tako da praktično določene stvari se izvajajo, sicer kar se tiče samih investicij, gre malo bolj počasi, kajti ni cilj, vendar ključno pa je, da se zbirajo izvajalci za naprej. V tem trenutku se zaključujejo predvsem ceste v Čerešnicah in pa še nekaj drugih investicij, ki se še od lani nadaljujejo. Smo pa v fazi izbora izvajalcev tako za most na Krki, most v Cerkljah, potem za cesto in pa pločnik od mejnega prehoda Obrežje. Prav tako seveda izbiramo zdaj v tem trenutku izvajalca za vrtec v Artičah, pripravljamo razpis za vrtec v Dobovi, tako da večinoma teh nekako stvari poskušamo peljati naprej. Važno pa je seveda, da bomo, kajti vemo, da postopki, kar se tiče izbora javnih razpisov, trajajo ponovadi po 3-4 mesece in za nas je ključno, da bi nekje poskušali imeti izbrane izvajalce do konca junija, tako da bi se v poletni sezoni, če bo konec te nekako glavne epidemije, da bi začeli poletni čas in jesenski normalno delati. Prav tako bo pripravljeno tudi pise za tiste manjše investicije. Gre nam v prid tudi to, da je vlada sprejela spremembo zakona o javnem naročanju, kar pomeni, da do 80.000 evrov je postopek izbora enostavnejši, ni tako zakompliciran, na katerem ni možno reviziji pa te stvari toliko spostavljati. Tako da jaz verjamem, da bomo v letošnjem letu poskušali čim več narediti. Seveda bo precej tudi odvisno od tega, kakšni bojo prihodki v proračunu. Jaz upam, da bo vlada ta sredstva, ki nam jih daje, redno nakazovala, kajti vemo, da je prišlo tudi do spremembe plačil. Mi moramo našim izvajalcem plačevati v 8 dnevih, vsi ostali izvajalci pa nam v 60 dnevih, kar pomeni, da bi se nam lahko zgodilo tudi likvidnostne težave.
Vendar jaz le upam, seveda bo pa tudi manj prihodkov, kot smo že rekli, od določenih najemnin in pa višji stroški marsikje, ampak jaz le upam, da bomo v letošnjem letu poskušali čim več tega realizirati. Verjetno bo potreben tudi delni rebalans. Vendar za nas je zelo pomembno, da se investicije ne stavijo, kajti če se bojo stavile investicije, pomeni, da tudi ne bo dela, da ne bo toliko denarja in to bi pomenilo seveda na dolgi rok bistveno povečanje brezposelnosti, večja socialna stiska in še marsikaj. Zato se mi vidi, da bo zelo pomembno, in ne samo od nas, tudi od vlade, da zaženejo čim prej po tem koncu epidemije investicije, upam tudi velike investicije, upam, da bodo začeli izgradnjo hidroelektrarne Brežice in pa še kaj drugega, da bo tudi s tem seveda se pripomoglo in začelo nekako normalno življenje, kajti če bojo delavci, ne bo samo to, da pri gradbeni material, gradbeništvo, s tem je povezano tudi en del industrije, konec koncem tudi turizma, predavajo se malce, hrana in vse ostalo. Tako da jaz si sam želim, da bi čim prej uspeli potem zagnati te investicije in da bi seveda z investicijami tudi omogočili zaživitev nazaj gospodarstva, ki je sedaj delno okrnjeno.